Pozdravljeni, danes pojdimo v konec 18. stoletja oziroma v začetek 19. stoletja, ko je razvoj dogodkov v Evropi spremenil svet. Zgodila se je industrijska revolucija. Ta izraz je uporabil francoski zgodovinar, ki je poimenoval razvoj industrijskih dogodkov v 19. stoletju. Toda pred industrijsko revolucijo se je zgodila še ena zelo pomembna revolucija. To je bila agrarna revolucija. Od sredine 18. stoletja do sredine 19. stoletja se je oskrba s hrano tako močno povečala, da je omogočalo prehranjevanje množic in spodbujanje trgovanja. Zaradi vse večjega števila kmetijskih strojev se je zmanjšala potreba po kmetih. Prav zaradi tega so se kmetje množično priseljevali v mesta in iskali delo v tovarnah. Za industrijsko revolucijo so bila pomembna tudi bogata nahajališča premoga in železa. Prav ti dve surovini sta omogočili razvoj parnega stroja, ki je poganjal stroje v tovarnah, parnike in lokomotive. Ceste, prekopi in železnice so povezovali Veliko Britanijo in omogočali nemoten prevoz blaga. Življenje v velikih industrijskih mestih je bilo grozno. Posledice industrijske revolucije so bile vidne že od daleč, saj se je v industrijskih mestih iz tovarn valil gost dim, kar je kasneje povzročalo veliko dihalnih bolezni, kot recimo tuberkuloza. Mesta so bila prenaseljena, delo v tovarnah pa je bilo težko in nevarno. Prvi industrijski stroji so se pojavili v tekstilnih proizvodnjah. Proizvodnja tekstila se je zaradi novih izumov, kot sta bile predilni stroj in mehanske statve, močno povečala. Železna industrija je napredovala zaradi izboljšave industrijskih strojev, kar je omogočalo cenejšo in hitrejšo proizvodnjo jekla in železa, kar je bilo ključno za izdelavo parnikov, lokomotiv in drugih orodij za industrijski napredek. Zaradi vsega tega napredka in pomanjkanja dela na podeželju so se mesta hitro širila. Leta 1750 je v mestih živelo okoli 15% prebivalstva. 100 let kasneje je že kar polovica britanske populacije živela v mestih. Leta 1900 pa je v mestih živelo že kar 85% britanske populacije. Industrijska revolucija se je sicer res razvila v Britaniji, ki je dolgo časa imela najbolj razvito industrijo na svetu, kar je za razliko od ostale Evrope prinašalo politično stabilnost in mir. Prav tako pa so imeli na razpolago ogromno naravnih surovin za razvoj tehnologije. Inženirje so zalagali z denarjem, ki so ga dobivali iz kolonij, da so lahko hitreje razvijali nove izume. Kasneje so se razvile tudi ostale države, Nemčija, Avstro-Ogrska, ZDA in Francija. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.